Tako, sedaj bomo skupaj rešili vaje iz korenov in iracionalnih enačb za skupino B, drugo preverjanje. Pa začnemo kar pri teh, dosti enostavnih. Zdaj koren iz 225, vemo, da je 15, saj je 15 na kvadrat 225. Tukaj imamo malo večje število oziroma malo manjše število, posebno je zato, ker ima veliko decimalnih mest. Pri korenjenju, če je to kvadratni koren, se število decimalnih mest razpolovi, tukaj jih je 6 in zato jih ima rezultat samo še 3. Koren iz 169 je 13 in kjer je prazno, dodamo ničle. Podobno je tukaj, kjer imamo veliko ničel, 6 ničel in naš rezultat bo imel samo 3 ničle. Torej, koren iz 81 je 9, ostanejo 3 ničle. Koren iz 121 krat 36, koren ima vsakega posebej, torej koren iz 121 je 11, koren iz 36 je 6 in skupni rezultat je 66. Koren iz 49 225 je 7 15, zopet koren ima vsakega posebej, ker vemo, da je koren iz A lomljeno z B isto kot koren iz A lomljeno s koren iz B. Se pravi, pri korenjenju, pri deljenju in pri množenju lahko korenimo vsak delček posebej. Kaj pa koren iz minus 100? Ta koren ne obstaja, saj niti minus 10 na kvadrat ni minus 100, ampak je 100. In tudi 10 na kvadrat je 100, kar pomeni, da ni rešitve. Ni rešitve. Gremo k drugi nalogi. Izračunaj korenov, zdaj imamo pa različne korene. Tretji koren iz minus 125 je minus 5, ta koren obstaja, ker je koren lihe stopnje. Kajti minus 5 na 3 je minus krat minus krat minus, 3 je minus in minus, 5 na 3 je pa 125. Četrti koren iz x na 12, to bi lahko zapisali kot x na 12 četrtin, kar je x na 3, lahko pa enostavno 4 in 12, se pravi stopnjo korena in stopnjo potence krajšamo za 4, dobimo prvi koren pa 12 deljeno 4 je 3, ampak prvega korena ni in zato je to kar x na 3. 14. koren iz 1 ali pa katerikoli koren iz 1 je vedno 1, saj je 1 na 14 1. Tukaj imamo 6. koren iz x na 18, y na 12. Vsa ta števila, 6. koren in tudi oba eksponenta potenc v spodaj sta deljiva z 6, zato lahko delimo z 6 in dobimo prvi koren, 18 deljeno 6 je 3, 12 deljeno 6 je 2, prvi koren ne pišemo, ni nič in zato napišemo samo x na 3 krat y na 2. Druga možnost pa je, da si to predstavljamo kot posebej 6. koren iz x na 18 krat 6. koren iz y na 12, kar je isto kot x na 18 šestin krat y na 12 šestin in je to vse skupaj x na 3 krat y na kvadrat. Tukaj imamo zopet 7. koren iz nečesa na 7. Zdaj, če bi pisali, ne vem, 7. koren iz t na 7, bi se 7 pa 7 krajšala, 7 deljeno 7 je 1, to je tudi 1. Podobno je pa tukaj, samo da je namesto našega t je cel ta izraz, prav krajšamo za 7, dobimo 1 in ostane 2x minus 41. Kaj pa 9. koren iz tega? Podobno kot smo tukaj pri produktu korenov vsakega posebej, moramo tudi tukaj. In je to v bistvu x na 36 devetin pa y na 27 devetin, oziroma kar krajšamo devetko, 9 deljeno z 9 je 1, 36 deljeno z 9 je 4, 27 deljeno z 9 je 3 in je rezultat x na 4 deljeno z y na 3. Gremo k tretji nalogi, sedaj bomo delno korenili. Korenimo tisto, kar se da. Recimo, koren iz 16 vemo, da je 4, koren iz 19 pa ne znamo koreniti in zato pustimo. In to je rezultat, je že delno korenjeno. Koren iz 500, moramo pa mi najprej zapisati kot produkt dveh števil, kjer bomo enega lahko korenili. Zdaj, če imamo srečo, se spomnimo, da je 505 krat 100
in je to potem koren iz 5 krat koren iz 100. Koren iz 100 vemo, da je 10 in je to 10 krat koren iz 5. Tukaj pa že še malo težje, ampak tudi tega lahko zapišemo, to je v bistvu kvadratni koren. 7 bomo pustili, namesto x na 7 pa bomo napisali x na 6, ker iz x na 6 lahko izračunamo drugi koren. X na 6 krat x na 1, vidite tole, x na 6 krat x na 1 je pa ravno x na 7. In zdaj bomo drugi koren iz x na 6 dali posebej, drugi koren iz 7 pa iz x, se pravi iz teh dveh delov pa pustimo. In drugi koren iz x na 6 je x na 6 polovic, to je x na 3, oziroma črtamo z 2 in ostane še koren iz 7x. Gremo k četrti nalogi. Poenostavljajte. Tudi tukaj bomo v bistvu gledali, ali obstaja kakšno število, s katerim je deljiva stopnja korena in stopnja vseh potenc pod korenom. 35, 20, 15 imajo skupni delitelj 5, torej delimo s 5. 35 deljeno s 5 bo 7, 20 deljeno s 5 bo 4, 15 deljeno s 5 je 3. To pomeni, da lahko zapišemo to kot 7. koren iz x na 4, y na 3. Tukaj imamo pa 16. koren pa na 12. Podobna zgodba, se zopet vprašamo, s čim gre. 16 pa 12 lahko delimo za 4. Zaprav 16 deljeno 4 je 4, 12 deljeno 4 je pa 3. In je odgovor četrti koren iz a minus 2 na 3. Gremo k peti nalogi. Zmnoži. Zdaj tukaj imamo težavo, ker nista korena enaka. Zato moramo najprej spraviti na skupni koren. 5. in 3. koren bi lahko razširili na 15. koren. To pomeni, da moramo prvega pomnožiti s 3 in to pomeni, da moramo vse to dati na 3, drugega pa s 5 in moramo vse to dati na 5. In zdaj bomo imeli vse skupaj en velik 15. koren in gremo 3 na 3 pišemo, ne računamo, samo napišemo. X na 3 na 3 je x na 9, y na 3 krat 3 na 2 na 5 je 3 na 10, x na 5 in y na 10. Zdaj pa še pomnožimo skupaj. Recimo 3 na 3 krat 3 na 10 je 3 na 13, x na 9 krat x na 5 je x na 14 in y na 3 krat y na 10 je zopet y na 13. Vse so stopnje manjše od 15, zato je to kar rezultat. Podobna naloga še z deljenjem, s tem, da zdaj imamo 4. in 3. koren, bomo skupaj razširili na 12. koren, torej prvega pomnožimo s 3 in drugega pomnožimo s 4. In imamo 12. koren, pa še nekaj bomo naredili to deljeno, če imamo mi napisan a deljeno z b, lahko dopišemo a polomljeno z b. In če bi imeli koren iz a deljeno z b, je to koren iz a deljeno z b. Torej lahko kar napišemo to kot 12. koren iz nekega ulomka. In gremo x na 5 na 3 je x na 15, y na minus 2 na 3 je y na minus 6, x na 3 na 4 je x na 12 in y na minus 3 na 4 je y na minus 12. Zdaj krajšamo. X na 15 deljeno z x na 12, pa tudi štejemo 15 minus 12 in je to x na 3, 12. koren prepišemo. Tole pa lahko celo napišemo tako, y na minus 12 damo vzgori, pa bo y na 12, y na 6 spodaj, zdaj pa 6 y odčrtamo in ostane y na 6. 12, 3, 6, se pravi stopnje korena in stopnje potenc lahko delimo s 3 in dobimo tukaj 4, se pravi četrti koren iz x na 3 deljeno s 3 je x na 1 in y na 6 deljeno s 3 y na 2. In je to naš rezultat. 7. naloga, tukaj bomo izračunali in sicer najprej tole. To je torej koren prepišemo, štirko prepišemo, koren iz 81 je 9, plus, potem bomo izračunali ta drugi člen, tretji koren iz 3 na 6, 3 pa 6 lahko krajšamo s 3, ostane prvi koren na 2, prvi koren ne napišemo, ostane samo 3 na 2, minus, tukaj bomo najprej izračunali tole,
ker je odštevanje, ne moramo najprej koreniti, moramo najprej odšteti. In 125 minus 6 je 9, plus, tukaj pa lahko tudi zračunamo, 36 deljeno 4 je tudi 9. Zdaj, ta dva sta ista, enkrat plus, enkrat minus, tudi če zračunamo, je to minus 3 plus 3, se izničita. Ostane pa koren iz 4 krat 9, tukaj pa lahko zarečemo, koren iz 4 je 2, koren iz 9 je 3, ali pa 4 krat 9 je 36 pa korenimo. Isto bo prišlo plus 9 in je to 6 plus 9, kar je 15. Gremo k naslednji, to so pa zdaj že iracionalne enačbe. Tukaj imamo tretji koren iz x. Če hočemo tretji koren se znebiti, moramo dati vse skupaj na 3. Torej damo na 3. Tudi tole damo na 3. In tretji koren pa na 3 se izniči, ostane x, kot želimo. Minus na 3 je minus krat minus je minus, 2 na 3 je pa 8. In to je rezultat. Pri drugem primeru bomo mogli nekako določiti najprej, koliko je koren iz x. Ostalo damo na drugo stran, imamo 14 deljeno 7 in to je 2. Zdaj damo pa to na kvadrat, se pravi tukaj kvadrat in tukaj kvadrat. Ta kvadrat bo izničil koren, ostane pa 2 na 2, to je 4. In še zadnji primer, ta je malo daljši. V takem primeru je najlažje določiti, da je to, kar je pod korenom, pa je v bistvu x noter, to je naša neznanka t. Imamo zdaj 2 krat t minus 4 je 3. Zdaj takoj vemo, da moramo ta minus 4 dati na drugo stran. Imamo 2t je 3 plus 4, kar je 7. Zdaj pa delimo z 2 in dobimo, da je t 7 polovic oziroma 3,5. Ampak to je t, mi rabimo pa x. In zdaj se zapišemo še enkrat. Koren iz x minus 3 je enako 3,5. Zdaj, če se hočem korena znebiti, moram dati na kvadrat. Tukaj se to pokrajša, ostane x minus 3 je 3,5 na kvadrat. To lahko se računam s kalkulatorjem ali pustim. Minus 3 še damo na drugo stran, plus imamo rezultat 3 plus 3,5 na kvadrat. Tako.